Pozdravljeni. V tem videu vam želim povedati, kako premagati anksioznost, če ste podjetnik, in kako spet ohraniti in pridobiti nazaj fokus za to, kar si vi želite. Glejte, anksioznost ni tukaj zato, da nas straši, zato, da nas onemogoča, anksioznost ni nekaj slabega. Anksioznost je priložnost, da mi v bistvu sebe dvignemo na nov nivo. Anksioznost je priložnost, da pogledamo, kaj v nas je tisto težko, da to sprostimo. In da začnemo uživati ne samo v uspehih, ki jih doživimo na zunaj, ali pa v življenju, ki ga doživimo na zunaj, ampak tudi v tem, da se premikamo proti vedno večjemu notranjemu miru, notranjemu zadovoljstvu in pri tem, da res živimo svoje poslanstvo. In kaj je lahko več kot to? Torej, ko čutite anksioznost, kaj je potrebno? Potrebno se ustaviti. Potrebno si je zapisati, katera misel me skrbi, treba je 3 stvari prepoznati. Misli, ki me skrbijo, fizični občutki, ki me skrbijo, in čustva, ki jih ob tem čutim. Torej, kar vzeti papir, pa si kar zapisati, lahko kar začnete, kar napišite si zdaj. Torej, lahko stavite video, greste po papir in svinčnik in si zapišete. Katere misli me obremenjujejo? Strah, da ne bo dovolj denarja. Ali pa, ne vem, strah, da, ne bo reklamacije, strah pred strankami, ne vem, sami veste boljše kot jaz. Kateri so tisti strahovi? Čisto konkretno, katere so tiste misli, ki vas najbolj negativno po glavi, ki vam grejo po glavi? In kateri so tudi fizični občutki, ki to spremljajo? Ali vas tišči v prsih, ali vas boli v želodcu, ali čutite cmok v grlu, ali imate kdaj celo že kakšne mravljince, ali ne spite, tudi to si zapišite. To anksioznost je pač treba resno vzeti, zelo sistematično, tako vsako drugo stvar, s katero se ukvarjate, kljub temu, da je ne moremo prijeti v roke. Je zelo resnična in je tukaj in čaka na vašo pozornost, čaka na to, da se resno lotite, čaka na malo vaše ljubezni, da to razumete, da spustite in šele pol se lahko anksioznosti rešite in pridobite nazaj fokus. Torej, prvi korak, da prepoznamo, drugi korak pa, da preprosto se uležete in čutite te občutke. Lahko si preprosto, lahko samo začnete s tapkanjem, pa lahko kar z mano greste. Zaprete oči, če že veste točke. Če ne, pa si naučite te točke, se naslonite nazaj in preprosto tapkate in čutite občutke. S tapkanjem v bistvu na te akupunkturne točke dosežemo, da še naši občutki pridejo najprej na plano in v drugi fazi jih lahko brišemo iz telesa. To je tehnika, ki ima ogromno znanstvenih študij in je izjemno koristna. In mnogo podjetnikov, ki je prišlo k meni, to vsak dan uporablja. In so uspeli rešiti in svoje strahove in svoje občutke nemoči, manj vrednosti in vse tisto, o čemer v bistvu na glas sploh ne govorimo. Tako da, glejte, ko imate nek občutek, ko vas nekaj skrbi, lahko si tudi daste v glasbo, samo tapkate na te občutke in pustite, da pride na plano tisto, kar mora priti na plano. Ne se ustrašiti, ne bežati pred tem, ne preusmerjati misli, ne zbežati še več dela. Ne, tudi ta del vas je potrebno resno vzeti. In če vse drugo zmorete, potem zmorete tudi čutiti sebe. Potem zmorete se soočiti tudi s tem. Prav? Priznati si in čutiti. Najboljše dajte si eno fino glasbo, krasni je Oliver Dragojevič, dajte si katerokoli njegovo pesem. Samo čutite svojo čustveno bolečino, svoje občutke nemoči, svoje strahove, bodite sami v prostoru, to delajte res čisto sami in samo pustite, da pride na plano. No big deal. In počasi bodo ti občutki odšli iz vas. Če pa anksioznost globja, potem bo pa potrebno pogledati, katere izkušnje iz vašega življenja so bile tiste, ki so v vas pustile ta odtis. Torej, glejte, lahko ste danes, vas je strah, imela sem primer enega podjetnika in ga je bilo strah zaradi financ, strah zaradi reklamacije ene gospe, ki je bila njegova sitna stranka. In ta gospod, kljub temu, da je bil uspešen podjetnik, kljub temu, da mu je šlo dobro, je ob stiku s to neprijetno stranko, so se v njem zbudili zelo neprijetni občutki in se je zelo ustrašil tega. In se je obremenjeval z njo, kljub temu, da objektivno bi mu marsikdo rekel, pa kaj takega. In potem, ko je on se odločil, da poišče pomoč, kar zelo cenim,
In ko sva se pogovarjala, v bistvu sva ugotovila, da ta njegov občutek izhaja iz tega, iz ene otroške situacije, ko sta se starša prepirala, ker ni bilo denarja. In je on kot otrok to čutil in dihal in srkal vase. In ko je on odrastel in postal podjetnik s ciljem tudi, da si ustvari finančno podlago za dobro življenje, zase in za družino, ko je prišel do nekega nivoja, so se ti občutki, isti kot jih je čutil kot otrok, so se začeli v njem prebujati. In isto kot je bila ta gospa negativna do njega, isto se je on počutil kot otrok, ko sta se starša kregali. In rdeča nit je bil denar. In ko sva delala v bistvu s tem gospodom, sva predelala to situacijo, da se je on kot otrok začel dobro počutiti, da sva na nek način zbrisala občutke iz tega njegovega spomina. Ne moramo brisati spominov, ne moramo spremeniti, kar se je zgodilo, vendar pa vedno lahko brišemo te stare občutke. In ko sva to naredila, se je on osvobodil in je lahko čisto drugače nastopil v svojem poslu. Običajno je seveda, če imate neko resno blokado in če imate neko resno firmo in resno vizijo, imate tudi teh dogodkov več za narediti. Tako da, če čutite, da rabite tukaj pomoč, sem vam na voljo, da se lahko malo pogovoriva, da narediva eno strategijo, da pogledava, kaj so bile tiste konkretne situacije, da vam dam napotke, kako se to naredi, lahko pa tudi delam z vami. In to se da v nekaj tednih rešiti, v nekaj mesecih, absolutno, gladko, da gre to iz vas, da se začnete vi v sebi res dobro počutiti. Ker ta notranji svet smo ga navajeni ignorirati. Redko kdo o tem govori, sploh pa tako globoko redko kdo zna iti. Ampak samo to je potrebno, pa ni tako težko. In jaz vas tukaj lahko naučim in naučila vas bom tudi še v kakih prihodnjih videih. Za prvi korak pa veste, da ko se vam pojavi neka anksioznost, morate vedeti, da je to rešljivo. Pa ne s tem, da zanikate, ne s tem, da delate še več, ampak s tem, da si vzamete čas, da se ustavite, da začutite ta občutek, da poskušate pogledati, od kdaj v življenju ga imate, da si dovolite čutiti to otroško ranljivost in otroško prizadetost, da pride to na plano, da nekako rečete, jaz kot odrasla vsemu temu otroku, rad te imam, v redu je, denarja imam dovolj zate, kupila ti bova, kar želiš. Uporabite pač domišljijo, ne? Če ste podjetniki, imate domišljijo. In temu otroku damo tisto, kar on res želi, ga potolažimo in s tem sebe kot odrasli, kot da odklenemo neke potenciale, ki so bili prej zaklenjeni s tem našim otroškim strahom, s tem našim otroškim občutkom in otroškim pogledom na svet. In ko to sprostimo, se anksioznost sprosti in vi boste lahko svobodni in boste lahko začutili, da zmorete in boste dobili mir vase in dobili boste moč vase in ne bo vam več težko reči ne kaki zoprni stranki, ne bo vam več težko reči kakemu delu ne, zdaj rabim počitek in začeli boste živeti bolj v ravnovesju. Rabite oba svetova urejati ali pa skrbeti za in zunanji svet, pa naj bo to vaša družina, vaše podjetje, vaši zaposleni, vaše stranke, vaši produkti, vse vaše. Rabite skrbeti tudi za ta svoj notranji svet in rabite se včasih vrniti tudi k temu majhnemu otroku, ranljivemu v sebi, ali pa k mlajši verziji sebe, ki je doživela nek poraz, nek polom, neko stisko. In rabite to stisko iz sebe dati ven. Prav na tem globokem čustvenem nivoju je treba te občutke dati iz sebe ven. Kako boste vedeli, da to prav delate? Lahko da boste se jokali, lahko da boste imeli mravljince, lahko vam postalo vroče, lahko vam postalo hladno. Vse to spada zraven, ko neke stare občutke čistimo iz sebe. Zakaj? Da dobimo sebe nazaj, svoj mir, svojo moč, svojo jasnost razmišljanja, svoje sposobnosti odločanja in svojo ciljno usmerjenost v delovanje. In potem rezultat ali pa uspeh je čisto naravna in logična stvar. Tako da z veseljem vas pospremim na tej poti, z veseljem z vami tudi podelim, tako da če potrebujete pomoč, imate možnost se prijaviti na uvodni en tak posvet. Če želite sami, seveda lahko poskusite sami, če pa hočete, da to naredimo hitreje, potem pa sem tukaj za vas.
Želim vam čudovit dan, rada vas imam, navijam za vas in verjamem v vas, da zmorete premagati samo te male, drobne stvari v sebi, ker vse ostalo že imate. Vi imate vizijo, vi imate delovnost, vi imate pridnost, vi imate ogromno znanja, ogromno veščine, vse imate. Samo ta košček starih občutkov, ki se vleče, je treba iz sebe dati ven. In tudi to zmorete in danes je znanja toliko, da se to res v kratkem času da. In vse ostalo vam potem bo cvetelo še bolj. Tako da dobrodošli, sem vesela za vas in smo povezani še naprej.